Gregor Pavšič, moj nekdanji sodelavec iz časov, ko sem delal še na Siolu, je te dni pripravil članek na temo Renaulta S-Passa, seveda kmalu prihaja novi, se začenja okrevanje ozračja. In ko je ta svoj članek promoviral na Facebooku, je novinarski kolega Matjaž Ropret iz Tehnozvezdja komentiral, da so taki avtomobili sicer fajn, ampak da jih ponavadi večina poskusi, potem pa nanje pozabi, ker se jim recimo ne da sedežev pospravljati v garažo in so ti sedeži težki. Ampak jaz vseeno menim, da tisti, ki pač poskusijo in pozabijo, očitno takega avta niti ne potrebujejo, zato je prav, da si takega avta pač ne kupijo več. Ampak nekateri pa tak prostoren in prilagodljiv avto potrebujemo, recimo zaradi 3 otrok. In jaz se strinjam, da nas je majhna množica, ampak to, da nas je majhna množica, jaz mislim, da ni pravi razlog, da enoprostorski avtomobili umirajo. Pa kaj potem, če bo enoprostorec v prihodnosti nišni avto? Namreč, danes nam znajo inženirji isto tehnološko idejo zapakirati v 10 različnih SUV-jev, različnih znamk, v takšni in drugačni obliki. Jaz menim, da če lahko hkrati na istih proizvodnih linijah živita tako SUV, kot pa recimo tudi SUV coupe, potem bi lahko na enaki tehnološki zasnovi živel tudi en bolj prostoren avtomobil, recimo s 3 sedeži v štric, pa seveda za podobno ceno. Na to temo sem že večkrat sprašal inženirje in večina od njih se je strinjala, da bi to bilo smiselno, pa tudi zelo, da mi to ne bi pokvarilo računice, ampak na koncu je pa vendarle marsikdo od njih rekel, da danes avtomobile prodajajo lepe marketinške slike in da to, kar pa v bistvu mi družine potrebujemo, to ponavadi ni seksi. Ampak kaj pa jaz vem? Vem pa to, da nisem edini, ki žalujem za enoprostorci.